Živjo! Evo, to je pa zdaj zadnji, 7. trik za uspešnejše, hitrejše, učinkovitejše učenje angleščine. Ta se pa nanaša na malo pomoči strani staršev. To pa zato, ker bodo starši zelo dobro razumeli, kaj se v resnici dogaja v glavah naših šolarjev. Med nami rečeno, ne? Torej, govorim zdaj predvsem staršem. Kdo od nas bi hodil v službo, če bi mu na koncu meseca rekli hvala lepa, super si bil. Delaš zato, ker te to tako zelo veseli in te to izpolnjuje. In nam ne bi ničesar nakazali na račun. Nas je veliko? Sami presodite, kolikokrat bi šli v takšno službo. Na precej podoben način mi pričakujemo od otrok, nehote, nevede ali pa vede, da se bodo zares učili zase. Ti se učiš zase, znanje je pomembno za življenje. Glejte, bodimo iskreni. Otroci, najstniki, pa tudi odrasli, smo precej zunanje motivirani. In zdaj, če hočemo, da naš otrok pridobi veselje, da sploh lahko razvije notranje motivacijo za jezik, je treba na začetku malo spodbujati. In to, kar zdajle predstavim v naslednjih parih minutah, je en tak preprost način, kako lahko starši spodbudimo otroka k rednemu učenju in delanju domačih nalog za mini nagrado. Ja, mini nagrada pomeni, da bomo starši omogočili otroku, da se mu izpolni neka želja. Zdaj, jaz osebno ne zagovarjam, da se karkoli kupuje kot nagrado, zagovarjam pa, da se omogoči nek dogodek, neko veselje, nekaj, kar otroka razveseli, pa nas tudi. Ali pa nas tudi poveže. Recimo, gremo skupaj na kolesarski izlet, na nek cilj, ki ga določi naš pridni šolar, šolarka. Okay? Ali pa pripravimo palačinke party, Nutella neomejeno. Okay? Nekaj v tem smislu, razen če to lahko počnete kadarkoli, no. Nekaj, kar otroka razveseli in ga nagradi za, recimo, mesečni trud. Ne? Kako zastavimo zadevo? Recimo, jaz sem tukaj napisala week 1, torej prvi teden, napišemo otroku na začetku pomagamo, potem pa, če je dovolj velik, lahko že to napiše za cel mesec sam. Ponedeljek pa zraven datum, dneve, jaz sem kar v angleščini pisala, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and the dates, this is for September. In potem za domačo nalogo oziroma homework, vsakič, ko naredi, si zasluži recimo 10 točk. In tukaj pri besedah, ker sem zdaj razložila sistem, ne, da je dobro 8, 9, maksimalno, res maksimalno 10 besed na dan utrjevati zaradi besedišča, za vsak dan, ko se potrudi in naredi tudi teh 10 besed, dobi še 10 točk. Okay? Torej, če imajo 3-krat na teden angleščino, recimo ponedeljek, sreda pa četrtek, dobi tukaj 30 točk. In potem za besede, recimo, da si jih je potrudil, pa jih je delal torek, pa v sredo, pa v četrtek, potem pa že ni bilo več volje, ok. Zdaj to seštejemo, še dodatno, ekstra, to pa se lahko dogovorite. Recimo, jaz pod ekstra potem štejem te točke in jih zapisujemo na konec zvezka vsem, s katerimi delam na svojih tečajih, ali v živo, tukaj v Minipeči, ali pa prek Skypa. Tudi tukaj pri delu preko Skypa vodim ta sistem in pišem te točke, seveda po predhodnem dogovoru s starši, ker otroci rabijo neko spodbudo, rabijo nagrado, rabijo tisto veselje, ne samo ker znajo, ampak še nekaj zraven. Okay? Tako kot je, ne vem, sladica na koncu dobrega obroka ali pa kozarec dobrega vina ob večeri, a ne?
Mislim, navadna voda ali pa pospravi in pojdi pomiti posodo. Super, ok? Ting, neki. Dobro, ja. Zdaj ta ekstra, torej napišete po dogovoru ali pa ne in seštejete za prvi teden. Recimo, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cilj določite sporazumno. Jaz sem tukaj recimo napisala 200 točk, kar je popolnoma izvedljivo v enem mesecu, oziroma celo več, lahko jih celo preseže, če zelo pridno dela, potem pač malo precenite glede na vašega otroka, lahko zastavite 300 in napišemo torej takole, week 1, 60, potem spodaj bo week 2, bo recimo videl, se približujem 200, bo že 70, ja? Na ta način, ko otrok vidi, da se bliža cilju, 60 plus 70 je 130, manjka mi samo še 70 do 200, dajmo, se bom potrudil in dobim tisto nagrado. Še nekaj zelo pomembno, nagrado za tole točk si napišete in se dogovorite in ni omejena, torej datumsko, do kdaj, ampak glede na točke. Bolj, ko se otrok trudi, hitreje bo dosegel to nagrado. Okay? Pri mojih se ta način kar dobro obnese, tako da nismo več na 200 točkah, smo morali kar dvigniti, ker sicer so jih čisto prehitro nabrali. Okay? Tako, to je bil sedmi trik, nasvet, kako do hitrejšega, boljšega znanja, seveda ob spodbudi in ob motiviranju naših otrok. Na koncu koncev, jaz mislim, da otroci sami so največje bogastvo, je pa super, če jim omogočimo tudi čim več znanja in predvsem, da jih spodbujamo pri tem, da dosežejo tisto raven znanja angleščine, ko bodo potem že sami brskali po spletu, brali, poslušali in postali potem zelo dobri, samostojni pri pisanju, branju, poslušanju. To je, mislim, da cilj vsakega učenja. Ne samo to, da ima otrok v šoli 4 ali 5. Ok, to je moje mnenje. Tako, en krasen dan želim še naprej in mogoče se kaj vidimo ali v živo, ali preko Skypa, ali pa kako drugače. Lepo bodite, svidenje!